Po kar dolgem času smo danes končno začeli spravljati tudi stvari ven iz športne dvorane, torej v konec decembra so prišli izbrani izvajalci, kjer so stvari v dvorani pripravili, to pomeni, bilo je potrebno odklopiti elektriko, vodovodno inštalacijo, ogrevanje, vse te stvari, bilo je potrebno odstraniti neko pločevino, izolacijske materiale, skratka ločiti stvari, tako da danes je prišlo to avtodvigalo, ki bo dvignilo v bistvu te najtežje dele ven. Govorimo o dveh nosilcih, vsak nosilec, torej nosilci so v dolžini 30 metrov, ne vem, ali bo mogoče celo na polovico dalje ali kakorkoli že, to je približno 6 ton, je samo en nosilec, ne, tako da to bojo danes dvignili ven. Potem tudi prodec, ki je padel v dvorano, torej na strehi ga je ostalo, takrat sem rekel, cirka 60 ton, tega smo že tudi odstranili zaradi varnosti, da ne bi se danes kaj porušilo, to smo delali. Danes pa še ta prodec, ki je padel v samo dvorano, se v take posebne vreče in ga bo tudi dvigalo dvignilo ven, ker to čez vrata tega ne moreš spraviti. Danes, jutri, pač odvisno, računamo, da bo šlo vse brez težav, brez zapletov, ne. Tako da potem jutri, tokom dneva, mogoče še v petek, to bomo še videli, potem se ta dela zaključijo, kriminalisti zaključijo s svojim delom in potem lahko mi nadaljujemo z naslednjimi koraki. V tem hipu še nimamo rezultatov, danes so kriminalisti vzeli še zadnje vzorce, zdaj ko se to dviguje, vse skupaj so še določen material, ki je šel na analizo. Če že vemo, kaj je bil razlog, ne vemo, nekako sumimo, da je bilo več dejavnikov, ki so se zložili skupaj, kateri, to pa mora pokazati preiskava. In mi smo zdaj v tem času, torej od november, december, tudi že pripravljamo različne scenarije, kako naprej, zato da nas ne bo zdaj presenetilo, ne, karkoli bo že rezultat študije, da ne bomo mi potem začeli od začetka. Tako da imamo pripravljene scenarije za različne rezultate. Zakaj toliko, bi temu rekel, vzporedno vse te stvari delamo? Zato, ker je naš cilj in interes, da bi v septembru bila dvorana v uporabi. Kriminalistična preiskava, računam, da bo tukaj pri nas, torej zdaj še zmeraj zapečateno, zato tudi ne more nihče drug noter, računam, da bo do konca tega tedna, torej ko se to odstrani, da kriminalisti tukaj potem dejansko odpečatijo stvari. Koliko časa bojo oni potrebovali, da pridejo do končnega poročila, to jaz težko komentiram, ne vem, kak mesec zagotovo. Naša študija, računam, da v roku enega meseca, da bo zaključena. Stroški za obnovo bo odvisno seveda od scenarija, po katerem bomo šli. Kot sem že rekel, v vsakem primeru je potrebno celotno tla zamenjati, torej parket in vse ostalo, to je ranga 400 000 evrov, potem pa gre naprej, odvisno od scenarija, ampak zagotovo bojo stroški čez milijon, o tem sploh ni dvoma, koliko, ali bo to 2 ali 3 ali 1, to bomo pa zdaj odvisno od scenarija, takrat bomo vedeli, kako in kaj.